Ja, nisi malo prehmal to. Ne, čisto točen. Ja, vidiš, Ali je šele zdaj le dal. Ali ima zdaj... Ja. Ali zdaj s prstov kaže v ritmu muzike za ples. To je bilo ta drugič dvakrat, ja, ampak prej je pa je hotel, ker te vidiš z brhide, pa te pa, veš, ti kaj te bo hoče uloviti, veš. Stari moj alog daš sam sekunde, ker mene bo umle obživce spravil. Bo neha pa po minuti. Po minuti, ne gledaj, zdaj Ali čisto fuk. Zdaj sam res, mene tudi moti. Zdaj, kaj jaz tudi, kaj gledam. Stari, kaj gledam, ja, ne, kaj je pizda. To gre hitrej gor, ko števci na petrolu pizda. To te jeme. Ja, to je to pizda. Ne, nekaj prav, veš. Pa to da zapide. Ja, kaj vidiš. Kako to leti. A veš, takrat je bilo... Alo, dozbo. Pa se še... Ne, zdaj glih tole, zdaj si že živčen, če greš še zmeram. 10 minut bo tako. To bo cela jeba, fakt. Zdaj mečko popustel, ampak glih tam okoli 60 € me jebe. Nekaj, aloh. Ja. To je... A je boljš? Ja, ful. Noro. Anksioznost je šla iz 150%. Ti si rekel, da te ne mot, naj pa mot. Za mene to bot. Ja, zdaj. To je sam to, lahko si zdaj. Ne se redu, vidim. Demokratija je 2:1. Ja. Tako da. Ja, tako je. Ja. Tako pride. Ja, a to smo že povedali, da vojna pa to je, mislim, bo. Mislim, zdaj upam, da nismo res. A letos? Ja, letos bo. Ja, pol ne gremo na morje. Ne gremo, sam ne na zahodno hemisfero. Briši Karibe letos niso za uplačati. Kaj, bojo spet jedrske poskuse tam delati? Ja, ne, mislim, če bo... Ne reč dvakrat. Mislim, baje, da se bo... Bikini pa to. Baje, da se bo Kuba kar same predala, veš, če se pa nov, pa kaj pa veš? Ja? Ja, veš, tako da... Kuba, Kolumbija, Grenlandija, vse te karibske države. Vrš brisačo nota, veš, v ring pizda. Ja, lej, neki čeprav na zadnje so bili hudo Nostradamuski s to Venezuela. Se to mislim, ne? Ne smemo preveč govoriti. Da ne bi kdo rekel, ne vem, kaj bližji, a veš. Reč kaj del, Kamčatka. Avstrija, hvala Bogu, nima Ola, mi tudi ne. Mislim, lendavi nekem, pa membe vredenega. Pa demokracijo imamo, ne? Tako da ne bo treba... Imam jaz po mojem doma več v cisterni, ki imajo v lendavi pizda tam od spod. Ne govor pa na glas, stari. A ja se res, fakt, pizda. Briš to ven. Ko bo že... Pizda že, aha. Ko bo že... Which? Where is which? I heard something. Team 6 se mi spustil na bajt. Veš, bojo že po štrikih dal, veš. Pa te tihi helikopteri, pa ne vem kaj zaživa. Black choppers, pizda. Ja, tako da, lej. Hvala Bogu, ne. Zna pa Mađar, če so zdarta, veš, pizda. Ja. Ja, lej, nikoli ne veš. Ogri spet. Lej, on se zdaj bo počutil, ker sta velika frenda, ne. Ja, se te norci so ponovadi kar prijatelji. Ja, se najdejo, drug drugega, se povohajo. Ja, v bistvu je res prav zanimivo, veš. Ja, mislim, po eni strani pa... Slovenci imamo lep pregovor, da te tiči svoje vrste v kup letene. Ja, sej. Tako da, ja. Kar je res, je res. Ja, gliha skup štrihal, kako ne. Se več imamo tega. Očitno je to že dolg krema, še nismo povedali nobeno. Ali pa smo pa... Ne, čeprav pri teh pregovorih slovenskih je, veš, včasih so malo dvoumni, pa pol ne veš, ampak lepa mislim, da, veš, kaj ne hvali dneva pred večerom, ne? Ja. Pa po jutru se dan pozna. Ja pa pizda, kaj zdaj? Ne? Mislim, kaj zdaj, zjutraj vemo, ali zvečer vemo, pizda. Kaj se zgodi? Dober pregovor lahko uporabiš kjerkoli, se pravi, lahko ga uporabiš. Ja, enega bom za zjutraj, enega pa za... Ne. Ja, to zato, a veš, da če se ti en pritožuje zjutraj, imaš enega, ne, tle imaš tega, ne, če ti pa en zvečer pojamra, pa ne. Ali pa če imaš zjutraj slab dan, ne, pa lahko večer ga butneš, ne, sam sebe, a veš. Pa se ono pomeni ne hvali dneva pred večerom, ne. Pred nočjo. No, ali pa pred nočjo, se vse en, ne. Ja. Ampak, ne, če se ti že zjutraj slabo začne, ne.
Ja, ta v bistvu lahko ga obrneš. Pa ne hvali ga, nimaš kaj hvaliti, če se je zjutraj že slabo začel. Tako da takrat moraš uporabiti tega, da po jutru se dan pozna. Ja, ker je pač cel dan pol v kurcu. Ja, to je pa pol tudi problem. To je pa pol tudi problem. Kaj pa pol napisati v svoj dnevnik? V svoj dnevnik, ja. Ja. Mislim, hvaležnosti pa to. Ja, hvaležnosti. Dnevnik hvaležnosti. Ja. A to obstaja? A ne delaš tega, ali kaj? Slabo, stari. Kako pa živiš, pizda? Ja, nimaš kaj? Ful, imam. Hvala za serive.si, prodajamo zdaj dnevnik hvaležnosti. Kaj pa je za neuke in nevedne, kaj za Boga je dnevnik hvaležnosti? To je isto kot dnevnik, samo da si pišeš hvaležnost noter. Kaj si danes bil hvaležen? Ne zato, da si naj spet zagledal. Aha, to. Pišeš, vesel sem, ker sem spet videl. Jaz sem bil vesel, kaj ali pa niso vrečke. Ja. Ali pa tako, ja. No, to je tudi, ker sem vaju videl. To sem bil vesel. Ker sem vaju videl danes. Aha, ok. Tako nekako. Ali pa še kaj, ali pa recimo, ne vem, danes me je otrok razveselil, ne vem, s poljubčkom. Ali pa, ne vem, žena mi je skuhala kosilo. V gneči sem čakal samo 26 minut. Dobro, ok, in zakaj je to dober? Zato, da v bistvu pozitivne stvari drugače več ali manj negativno vidimo negativne stvari, pa pol gre pa pol v pozitivno. Moraš sam pomisliti pri sebi, kaj se ti dobrega zgodi. Ja, ker ponovadi vidimo samo negativno. In ko je bilo kaj dobrega danes. In drugače. Ne, in drugače. In ko je bilo kaj dobrega danes. Zanj sem se snidil z enim bivšim sodelavcem iz Romunije, in prav, pa dobro, a se imate vi kar fino, tlele. Mislim, da meso je glih prav mehno. To je proti tebe vprašal? Ne, ja. Jaz sem glih prav mehno, mislim, jaz živim v malo večjem, 50 več folka, sam ni to kozi. Pa veš, mi razlaga stvari, en dan je bil v Sloveniji. Pa tako pa to, pa malo sem pogledal na Wikipediji, GDP ima tudi kar v redu, a veš, to, mislim, vse, a veš, standard imate, pa jaz študiram, pa vse v resnici, se imamo prav zelo fajn v resnici, a veš, rekel, razen promet je, pa rekel... Se to je posodne. Posod v velikem mestu je promet v kurcu. Jaz rabim, Romunija je velika, in rekel, jaz moram do meje, imam 6 ur, od tega 4 ure po teh regionalkah, ki so boh se jih usmil, pa imam pa še 2 ure avtoceste. A veš, tako da... Pa je pa še guža pri Bežigradu, romunskem. Jaz vidim to. Ampak veš, če hoče iti pa kaj v prestolnico, ima pa še več. Ker mora sam čez Vukojebino, tako da po unih poteh od Rogaške do Rogaca se vozi, razumeš, ker so pač une regionalke. Tam piše, da je 90 na znaku, ampak noben ne vozi 90, razen pijanih Romunov. Tako da pa sem ugotovil, da v bistvu, če me tako vprašal, pa se v resnici ne manjka prav veliko. Tako da kar v redu. No, ta dnevnik pa isto po istem principu stremi. In to video oba da pišeta? Ne. Zakaj vprašaš? Da sem se pa še malo strašal. Dobro, nisem. Sej bil, mislim, podpiram in lepo, ampak... Nisi dober. Čeprav vzhodnaki pa oni pa pravijo, da ni treba niti pisati, to se sam zvečer zamislil, malo pa je. Da greš čez dan, da greš pa pozitivne stvari v dnevu poišeš. Se to je v bistvu to. Danes me ni kolen bolel, to je dobro. Večina razmišlja o negativnih in pol, da se pač osredotočiš na pozitivno. Ker pač možgan je narejen tako, da več ali manj na negativne stvari razmišlja. Zaradi tega, ker pač... Dobro je vedeti. Ja, tako da. Ne vem sicer, kaj Huber imam prav na to temo, ampak... Ne, zihar, da je v redu. Že dolgo nisem poslušal, ampak to je, se mi zdi, vse splošen. Mislim, čeprav pomisliš, a veš, če se skozi pogovarjaš o sranju, pač ne moreš razmišljati o nečem lepem, ne? Ali pa težji prideš do neke, a veš... Razen, če si se dobro posral, ker to je tudi fajn.
Mislim, notranja. Ja, okay. Notranje kakanje pa to. Če imaš probleme, recimo, če si dober, ne, metabolizem. Tako je, tako. Ja, to je tudi zahvaležnost. To je tudi, hvala. To je spet za enega zahodnaka, zato ker vzhodnaki pač s tem nimajo težav. A misliš, da nimajo? Zelenave požrejo, ne. A misliš, klinec, oni imajo tudi cvrt, veš? Tudi oni kar cverejo. Da imajo veliko zelenave. Ne, to je itak, če imajo pa laufano. Za razliko od nas, ki smo malo... Mesek, krompir. Mesek pa malo cvrt pa krompir, ja, valjda, veš, to za baše pide. Ja, tako da boste hvaležni... Za dobro kakanje. Ja, sigurno. Absolutno, tudi to. No, ampak veš... Ja, veš, kako, ne vem, unvic je bil, kako so se pač, kad se je telo pogovarjal, ne, da pač, kdo je šef, ne, kdo res največ dela prav, pa srce, pa možgani, pa ne vem, pa kaj pa on. Ne, in pol pač i takrat ni noben upošteval, ne, in pač je ono rekel, te vi videli, mest nehala srat, ne. In pol čez pač po daljšem obdobju, ne, so pač, je že vse noter bilo alarmi in vse skupaj, ne, so rekel, ne, in od takrat je lahko vsaka reči šef. Bravo. Lepo. Ja, no, tako, ja. Sam tudi za tazga šefa moraš biti hvaležen, kdaj? V bistvu res. Mislim, če je v redu, ne? Če je v redu, ni. Pol znaš cen spet dobre stvari. To je res, znaš dobre šefe. Ampak če ni tako. Prej ga recimo nisi znal. A veš, zmeram je šef tist, ki pač je zmeram ne vem, kriv za tvoje težave, ne? Načeloma, ne, in pol, kad daš slabe pa dobre, če ugotoviš, da je res razlika med dobrimi pa med slabimi, ne? Fajn, če je fajn, Rad je že vedela. Nič, a smo tle? Smo. Slavko, 11:42 pa nekaj sekund je, pojmo v avizo. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci. To je podcast, ki vam pomaga krmariti med nesmisli sodobnega sveta. Občasno se pogovarjamo tudi o zadnji knjigi, zadnja priložnost, ki jo je Douglas napisal skupaj z Markom Carvardinom. Kljub temu, da nesmisli ne poznajo meja, smo mi še vedno. Aljo? Peli. In zi. Sam res nesmisli res ne poznajmo. Ja, se to je to. Ja. Neumnost. Kretine posod srečaš, ni važno, kje je. Ja, sam tako, ki je drugač pravno lepo reklo, ne, če si srečal zjutraj kretena, si srečal kretena, ne, če jih srečuješ cel dan, 100 ti. Ja. Sam kaj še res veliko kretenov? Sam prašam. Lahko je to. Ne more biti, vsaj 8 od 10. Ja, se pa nagibam na to, da verjetno si pa da ti moral. Pa odvisno, v kakšnem krogu se giblješ. Ja. Tudi to je. Če so vsi tvoji frendi še večji kreteni, pa mogoče. Se zgodi, no. Hvala vsem, ki nas že podpirate, in hvala za vse ribe.si. Hvala vsem, ki nas še boste, še posebej pa hvala vsem, ki nas poslušate. Ja, kaj, gremo pogledati, kaj je bilo v prejšnji epizodi. Pejmo. Itak smo... Zdaj moram počakati, da ne... Itak smo imeli samo retrospektivo, ne? Ja, novoletna retrospektiva je bila, prej se pa noben dobro ne spomne, ko je bilo, tako da bomo šli... Brali smo knjigo Zadnja priložnost. Ja, to je to, ja. A gremo od začetka. Bolj. To se spomne. Če ste pozabili, da gremo od začetka. Da vam ne kaj ušlo. Gremo kar v kvarnik, pa. A se je kdo javil, da kdo bere to z nami? Včasih so se ljudje kar javljali, da berejo knjige, zdaj pa... Pri prvih 2 knjigah smo
bolj zvedeli, da je večina, saj podpornikov je bilo. Čeprav eni so tudi. Dobro, veš, kaj ti si žitek prebral, ne? Ja, ok, ja. Ampak ene par je bilo tako, beremo skupaj z vami, super fajn, lepo. Tukaj pa mbelne, preberte, no, kaj fajn. Ne, super je. Zadnja priložnost je boljš, pa še tole. Ja, definitivno, se strinjam. Ful je boljš. Ja. Se pozna, da je pač gospod Master je pisal, tako da... Master je master, ne. Ja, škaj, on je znal, ne. Ja, v glavnem, kje smo bili? Carine smo že obdelali, ne? To, da so še enkrat jih carinili, pa da v luft gledal, pa to. Tako. Pa da je hotel $50 za vsazga, ker niso imeli obrazcev za so jih pozabili tam, za valuto. Nekaj sploh niso imeli. Ja. Tako. Ampak to, to smo imeli. Drugotnega pomena, to, da so ga uropali, v pekarni uropali. Oziroma, pekarna mu je pomagal. No, tako je. Hoteli so ga uropati, ampak da je bil pač navdušen, ker je delal s profesionalci. To, veš, kaj smo spustili? To, da so, kaj je bil še, to so rodstvenih vezeh, pa to ne. Da so šli. Še nismo. Tam pa še nismo. Ne, nismo še tam, čaki, halo. Moramo brijati, ne? Mislim, se oni odpeljajo. Zdaj se pa odpeljajo. Zdaj pa zares. Zdaj se gremo pa zares. Zdaj pa našpičite v šesa, zdaj gre pa zares. V Zaire niso prišli zaradi gorilne, ampak zaradi, kaj smo že pozabili, zaradi severnih belih. Tako. Ja, tako. Ampak. Če pa priješ tok delč, Če pa priješ v Zaire, ne, pa ta konc, pa ta konc, ne, pa lej. Da je lepo, pa da so gorile tam, pa da je tle. Če smo že klemo, pa še gorile pogledali, ne? Ja, valjda, če si že prišel tako daleč, ne? Pa zato, BBC plača, ne? Zato, ker so najbližji sorodniki, kao, ne? Ja, tako. Čeprav te je bila dobra šala, ne? Da ponavadi, če greš v kakšen mest, kjer so tvoji sorodniki, je zadnja stvar, ki pomisliš, da bi šel zvoniti k njima, veš? Kako ste? A ste v redu? Stric Toni, kako je zdaj? Ne? Ampak, ker večina, mislim, tele gorile niso nagnjene k temu, da bi hotele večerjati s tabo, pa ti razložiti celo družinsko zgodovino. Več, ki te ni bilo, več milijonsko. Tako, ker se že dolgo nismo videli, ker na zadnje smo se prvnemu Avstralopitku, ali ne vem, kje smo se živili. Ki je že izumrl vmes. Tako, in veš, koliko imaš za povedati okoli tega. Ne. Mislim, sigurno bi bilo dolga in bujna razprava v večerji. Tako. Tako da, no pa so se odločili, da v bistvu grejo. Lepo je bilo še to, da pač je razlagal, da ljudje so se hoteli iz te skupine velikih opic zmer mal ven dati, ampak je pa napisal, mi smo velike opice. Smo. Sam največkrat si ne bi priznali tega. To je tako, kot mi Slovenci, ker nam tisto, kar nam paše, tisto vzamemo takrat, drugače smo Evropejci, ampak tako, ki pa pol, ne vem, pa pride gor, briga nas sem, mislim, že to, že to, ali pa ne vem, da ti uspe, ne vem, nekaj enega nategant, veš, pa rečeš, to mi Balkanci, veš, ne, tako, tako. Če pa en tebe nategne, pa kakšna država? Kakšen Balkan spizna? A nismo v Evropi že 30 let? Se to je čist človeške, koliko so nas nategnili, ali pa koliko nas niso. Veš, oni, ki kričijo, ki imaš recimo, ne vem, na Twitterju, kripto, ne? Veš, to je treba, ker to ni regulirano, polka pušne bajto gor na tem kripto, takrat pa upije, da je treba pa država regulirati, veš, to je pa država ne vas zrihta to. Kje je bila država, veš, ko smo se želi to? Zdaj pa davko nam plačal, ful dober. Zdaj, če bi on zgrnil milijone, bi bilo vse v redu, ne? Skrajen caj, da smo neki takole nereguliranega najdli. Jaz sem po svoji pameti prišel do tega. Ok, pa pušno je, pa so mu pa vsi krivi. Še boljši so bili uni, te so po mojem že omenili, uni, ki so v ta veliki ta črni bajti zraven železnice po 2 letih bivanja ugotovili, da so kupili stanovanje zraven železnice. Pa so pa hoteli tožiti. Bi bilo res fajn, da bi jo predstavili. Ki je nekam v mestni lokal. Če se le da. Ideja ni slaba v resnici, ampak
je bila ta železnica 150 let prej, kot rudi bloki. Mislim pa, videl si vsakeč, ko si se prepeljal v ta tvoj blok. Ja, pa tudi prej, ko si šel gledat. Tudi verjetno je bil drag, se razumem, dragi so bili kot pes. Ja, se je dvala, absolutno. Pa se bo Zoran lepo streho zdaj naredil gor. Ja, se bi se delal. Lahko bi neko zeleno streho jim gor naredil. Ja, pa da bi lahko človek še laufu pa to, ker tam pa res ne moreš. Res bi bilo dobro. Se bo? Ne bo, tukaj ne bo. Ne, kot sem videl v slikah, ne bo. Bi bilo pa hudo. Ja, veš, če bi bili mi na oblast, ne, to bi bilo bolj. Ja. Mislim, sicer najprej bi jih pol postrelili, pol zaprli, ampak dobro. Ne bomo streljali. Sem kašenga. Sem za opozorilo. Mislim, da je malo resnosti, veš, malo moč. Da vejo, da mislimo resno. Ja, hvala. Razumem. Da nismo mi taki prevratniki, ki bomo vsak hvaležnost zvečer bombali, veš. Še bomo. Hvaležen sem, da sem ga ustrelil. Da unga ni več. Da so se ga končno snimali. Ta je malo grda, ampak Mal, ne, to ni. A je to za odmevnik hvaležnosti? Sam to me zanima, če ta stavk je za odmevnik. Videl ste ga prinesla na dnevnik hvaležnosti, pa ne slišim zdaj. Da vidite, povejte, če se to da. Ta je mogoče za unga budisti, če ga da sam pomisliš, veš, da se ne zapiše. A to budizem tega ne bi prišitev? Valjda, da ne. Po mojem, da ne. To, da malo se razpizdi. Mislim, da budizem tudi tega nima, ampak kako je. Ni zgledal Kung Fu Pando, pisa. No, pa se ni dobrih ali pa slabih stvari. To pa je slabo. Vse une ninja, ki so vse pobile, so bile tudi budisti. Kva? A misliš? Ne, so bile, ne. Ne, niso bili. Budisti ne ubijajo. ubijajo. So bili. Budisti ne ubijajo. Zem pa ja. Ja, sej. Ja, da je malo drugačno. Ja, sej. Budisti načeloma, a nimajo budisti pač nobenega živega bitja. Ja. Mislim, da ja. Dobro, pa so ene stvari so tudi malo adaptirane. No, seveda. Kadar rabiš. Ja, vse moraš imeti. Steak je le steak, ne? Ne, praš. Ne, ampak pravim, drugač, se pravim, to je, mene je to drugač zanimalo, ampak pravijo pač, ja, da to je drugač, te Japonci gledajo na to kot precej nesmiselno, ne, ampak pač... zen folk. Mislim, ja, ta zen folk gleda na to kot da ti pač vračaš enako vredno, no? Čeprav oni so bili kar precej militantni. Ja, se to. Ne, ampak to, da te nekdo napade, oni ne gledajo tega krščansko, ampak se pač ti odzoveš, in potem si stvar zaključil. In pa mu tudi ne zameraš, kaj je pač. In mu ne zameraš, pač on se odločil, ti si se odločil. Oni pravijo, da si v bistvu s tem meditacijam, da si pač ti poliraš ogledalo. Se pravi, ti moraš biti čim bolj jasno sliko, kar ti okolica daje, to daješ pač ti okolici. Se pravi, ampak ja, pol so to šli malo čez te stvari. Malo so šli po svoje. Kar ti pomaga, ne? Tako kot krščani. Ja. No, v glavnem, avtor je pol razložil, povedal še, katero je to evolucijsko sorodstvo, da se pravi gorili, šimpanzi pa orangutani, da smo kar blizu. In pa smo bližene v gnjeniku, kaj je Virunga. V bistvu ni v gnjeniku, ampak je kar cel tale rezervat. In to velik, 3000 kvadratnih mil, to je 5000 kvadratnih kilometrov plus, ful veliko. Ja. Lepo bomo dali zapiske. Mislim, veš, to je res ta džungla, ki hočeš videti, pragost, hribi. Afrika je že tako velika, tako da bi bil en tak, že spodob, da je velik. Ja. Se spodob, to je res. Ja. Tako da pol razloži, koliko je tam goril, zdaj najbrž vprašanje, koliko jih je zares. To sem pa pozabil pogledati. Bilo jih je okrog 280. Ja, ne, pa se pol pove, da se te gorile se gibljajo, ne. Mali bi vsem zamejen. One niso še evolucijsko, kako je že napisal, da evolucijsko niso spoznale še prednosti potnih listov. Formularju za prijavo vnosa tuje valute in podkupovanje tudi ne. Ja, tako da one se bojo. Ja, ne gibajo, da hodijo kar malo. Če jih nomo prej potovkali, bojo mogoče tudi enkrat tok napredvali. Mogoče, ja. Tako da, ja. In pol one emigrirajo v Ugando, v Zaire. Ja, na okolje. Pa Ruando še, ne? V bistvu so na tromeji, tale rezervatne. Ta cel rezervat, zdaj sem šel pogledati, je krog 600.
Ta Virunga region je pa okrog 350. And growing. Kaj je to? Goril. Aha, ok, pol jih je več. Da se obnavlja. Ok, to narava se obnavlja. Lej, niti COVID-a nismo rabili. Tako. Ne, pa sej ni zdaj tako, kot je pol tudi on, ne vem, enkrat kasneje rekel, ne. Nismo več toliko obsedeni s tem, da bi pač te gorile nek imeli, ne. Ja, se je to. V bistvu spet nismo pri tem, da je bilo neki, ne vem, afrodizijak, to jih ponavadi zjebe. Te ogrožene vrste. Ali pa neko zdravilo za raka, ali pa nekaj, kar nekaj. Ne, za raka to benga ne boli, to vse boli gulac. Mislim, če ne stoji, je problem. Če imaš raka, za zgago. Fakt, stari, boš pa šel. Za zgago, kakšna taka moja polna. Ne, mislim, da je največ živeli padli zaradi trga. Vse to. Da bi stala. Da bi stali, ja. Tako da, vse ostale bolezni se niti nismo toliko blazno v zgodovini sekirali. Ne, one pač take so, ne, pač smola, to vzameš zdravo za gotovo, veš. To pa ne. To pa se da kaj zrihtati za majstra, veš. Nosorogo, rok belga nosoroga. Nujno, to ti je pomagalo, v žvidu. Gremo vsi. Ampak, veš, res niso nikoli najdli, ne vem, nekih takih stvari, da bi rekel, kaj je bilo na odmet tega, ne vem. A veš, recimo, da bi podganje repke jedel, ali pa ne vem. A veš, nikoli se niso najdli, ali pa ne vem, ščurkave, ne vem, desno nogo od ščurka. Samo ta desno zdrobljeno. Zadnjo desno. Zmleto zadnjo desno posušiš, pa posnifaš. A veš, kako boš ti prodal kot lekarnar, ta šamanski ali kakorkoli? Kako boš ti to prodajal, če lahko vsak to doma najde? Ja, pa si to je to, ne? A veš, in pri sebi doma in pol imaš, v bistvu bi zmotiviral ljudi, ne? Da ne bi v bistvu na nekega, ampak ne bi čutil. Ne, pa da ne leta folk po svetu pa išče te nosoroge, pa ne vem, vse skupaj doma po kuhinji malo pogledaj. Mal zmedno gor. Ista dela, kar nosorog. Ja, medka gor. Ozikar pomaga, da mal ženo in mal pet spat. Mal se spoči. Spoči se. To moraš pa 2 dni moraš orang počivati. Pa ženi leži. Pa ženi leži, naj se zgodi. Želi leži. Točno to. Tak bi bil na svet. Ranocelnik. Tak patriarhat najbolj hud. Želi leži. Če pa ne dela, pa nobene romantike. Če pa ne dela, pa veš, kva naredita. Zdaj ne smemo tega reči, ker to pa res ni bilo. To pa res ni bilo, kva moraš narediti pol, če ne dela. Ne, se to lej. Ja, neč pač noga ščurka poišče. Premalj desnih nog si najde. Te leve ne delajo. Vse je jasno. Smo rekli desno. Don't fake it. Smo rekli desna zadnja. Desna zadnja. Prav bi še problem rešil. Veš, da. Mislim, če ne manj ščurko moš ubajati, kar tudi ni slabo. Nosoroge primer pustijo in to. Pa kite, pa ne vem, kva se živi. Ja, lej. No, pa smo še eno ogroženo vrsto rešili, če bo to dal v prakso. Spet smo dali nek nasveta. Jih kar stresamo, bi človek. Kar dobro. Kar dobro ne gre za tale. Nov let. Iz krivih domislic. Ja. Pa smo bili pa tle, da so se vozili v Gomo, iz Gome do rezervata, do tega do rezervata je 5 ur in zanimivo je, da sem gledal ta video na YouTubeu, ki je v zapiskih, je majster rekel, da traja 4 ure pa pol. Tako da malo so pojačali, ampak ne veliko. Mislim, veš, po moje to razdalje, pač vse Afrika, to mora biti ogromen. A veš, cesta je, nima kadam, cesta je cesta. Zemeljska, kako se temu reče. Ne vem, še makadam ni, tisto, kar sem videl. Džipi grejo. Mogoče imajo boljše, veš, malo boljši džip. Ne, sam pač novejši Land Cruiser, kot je pri Douglasu, ki je bil. Čeprav sem zdaj bil glih ena moja stranka, prišel prejšnji teden iz Namibije. In so bili tam z džipi, mislim, tako najeti džipi, pa tako. Rekel, da je bilo ful zanimivo, da pol na koncu je bilo v bistvu najbolj zanimivo, ker pač pride skupina ljudi in pol vsak zaduži, ne vem, enega džipa, oziroma 4 v džipi in pol greš. Ja, valjda.
Se ne vem, kako izgleda, prav tako, ker resničnostni šov kmetija. Prav, ker to ne moreš verjeti, kaj se to vse v 15 dneh nakuha med folkom. Valjda, ne? Ja, pa tako, no, in je rekel, da je problem v bistvu to, ker imaš te džipe, ne, in ti sam voziš, tako da če se bo kakšen naših poslušalcev odločil za kaj tazga, fajn je prej stvari doreči glede zavarovanj. Ker te džipi niso zavarovani, so sicer zelo dobri džipi, ne? Zavarovani pa niso. Ne, zaradi tega, ker pač se ti voziš po nekih brezpotih, ne, tako malo avanturistično, in si ti dolžen pokriti vse stroške. Ne? In potem prav, kad ti dobiš, ne vem, rečejo, kdo v vozu, pa rečeš, ok, lahko jaz, ne? Prav, in pol do konca potvajna ne zveš, kdo bo kril stroške, če ti nekaj utrgaš, ne, na tem džipu. Prav, to je pa meni grede, ne vem, 10 jurjev škode. Če že kdo doma kaj popravlja na avtu, ve, ne. No ja, seveda, ne, in te avti niso poceni, in ker še turiste vidijo, ne, itak je... Upali. Ja. No, dobro. Pa tudi cesti so tam, jaz sem se po Etiopiji vozil, pa sem se po cestih, ne brezpotih, pa so... Ni dober. Ja. So tudi navadne ceste, so zelo luknaste. Ja, sej pač ne, tako pride. Ja. Tako da ja. Še v Afriko ni treba za to. Ja, tu v resnici ne. Ja. Politostrojski se zapeljte. Iste lukne. Ja. No, pol smo imeli tega žeparja in profesionalce, to je bilo. Vmes je bila šala z Livingstonom, pa z doktor Livingstonom, pa unim Stanleyjem, ki je. Pa sem šel gledati, da je bil ta Stanley tega Livingstona iskal. Ta Livingston se mi je pa zdel zanimiva štorija. Pazi, on je šel v Afriko in se je izgubil noter v Afriki in ta Stanley ga je najdel pa enem jezeru. Ja, vse to je Viktorijino jezero pa to. Ja, no, sem si mislil to, a mogoče si je mislil, da se to jezero dela, da je žil toliko, pa je bil zato tam, a veš? Lahko. Tako da se mi je zdelo zanimivo, da je bil kar pri jezeru. In pol tle še razloži grozno štorijo kolonialne telih Belgijcev, pa to smo že obdelali, meni se zdi, Leopolda kralja, ne. Smo že rekli. Tega pa ne vem, če smo rekli, da si je Zaire pol tudi to dušečo birokracijo prdelu, ne? In da ta je bila pa kar dober, da polka so pač overlordi šli, ne, da je birokracija še naprej opletala naokrog, kakor brezglava kura. In ni imela početi kaj drugega, da se spotika in zaletava v stvari, ne. In vse, kadar se dokoplje do orožja, ustreli v stopalo. To je res dober primer, kakšna je ta prava birokracija, ki je sama sebi namen. Ja. Kaj zdaj? Ja, to je pa to. To je pa to, ne, za danes. To je pa to za danes. Ja, rečemo pečilni obešalnik, pa je to. Skoraj sem narovan ga pritisnil. Hvala lepa, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo vam povedali, da bi bilo najbolj, da si obrazac za prijavo tuje valute odnesete kar s sabo, če boste kdaj obiskali Zaire. Misliš, da bo že drugače? Absolutno. To je že par tip. To je za drug travel tip. Mislim, mej ga sabo ne more nič škoditi. Nič ne more škoditi, ne vem, probajte ga dobiti. Evrov zihar nimajo, ne? Mogoče, ki obstaja na internetu. Je pa ATA karnet za telefone, ki to tudi zihar rabiš, veš, za tehničko robo, da napišeš, to tudi moraš imeti. Sigurno. Mislim, ali pa ekvivalent njihov. Ne? Kaj vnašaš v državo. Ja, kaj vnašaš v državo, to tudi nujno rabiš. Ja. Če smo še kaj pozabili, nam to lahko povete na družabnih, na Discordu, družabno obrežje pa puste primer. Raj si tistih 4 ure, ki ste ponovadi na Twitterju, riskirite za 5 minut hvaležnosti, pa bolj za vse, ne? Ja. Ostalo pa na Instagramu uporabite. Pa TikTok tudi ne pozabite, sam nas ni tam. Ja, to pa res. Ja. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pika si.
Hvala lepa. Hvala. Ajde. Čau, rad se majte. Ja, pa lepo se majte. Skoraj je šlo. Veš, pozitivno, ne? Ja, pozitiva. V hvaležno zapiši, da ste nas zelo poslušali. Ste hvaležni, seveda. Ja, šit. Če ne, pol ne piš. Ja, mislim, pol nekaj drugega ne. Nekaj drugega ne pišete, ne, pač sam let it go. Ja, sam če ni bilo v redu. Nekaj zihar je v redu bilo. Tako. Vsak dan je nekaj zihar v redu. Pač sam ne mislim na une stvari, ki niso v redu, ki pol ni v redu.